Včerajšnja 16. seja mestnega sveta mestne občine Kranj je minila dokaj mirno. Kar nekaj točk je bilo, vendar je bilo nekako med vsemi mestnimi svetniki volja, da se vse predlagane zadeve sprejmejo. Razen malo širša debata je bila glede podražitve vode, ki jo je predlagala komunala Kranj. Tukaj so mestni svetniki zavzeli stališče, da še enkrat podrobno pregledajo, čeprav je direktor gospod Matjaž Berčon zelo nadzorno in lepo predstavil v bistvu razloge za to podražitev. Vseeno so si mestni svetniki vzeli čas do naslednje seje, ki bo predvidoma v torek 23. junija in takrat računamo, da bo dovolj razlogov za to, da se sprejme ta nova ekonomska cena za vodo. Od ostalih zadev lahko omenim to, da je bilo kar nekaj kadrovskih zadev, in sicer imenovan je bil nov predsednik Komisije za kulturo in šport, gospod Peterc. Potem imenovali so bili tudi 4 nadzorniki za nadzorni svet komunale Kranj in pa imenovani so bili tudi predstavniki v svet osnovne šole Jakoba Aljaža ter pa v svet osnovne šole Franceta Prešerna. Nekaj premoženjskih zadev je bilo, bolj taka je, da se je uredila meja med Škofjeloško občino in pa Kranjsko občino na področju Šutne. Tukaj smo del zemljišča, ki je pripadal mestni občini Kranj, predali v uporabo, to gre za cestišče občini Škofja Loka. V nadaljevanju pa je prav gotovo najbolj zanimiva razlaga, obvezna razlaga za urejanje starega mestnega jedra, in sicer odlok je tukaj nespremenjen od leta 1983 in naša ocena je bila, da bi vzelo predolgo časa, da bi ta odlok spreminjali. Gremo v spremembo odloka, vendar rabimo kar nekaj ostalih stvari, da uredimo. Zato so svetniki sprejeli to obvezno razlago, s katerim je možno nekaj novih dejavnosti, ki so rezultat tega sodobnega časa, upravljati v samem mestnem jedru. To je prav gotovo zelo dobra novica za oživitev starega mestnega jedra. Zdaj bo možno več gostinskih objektov, zdravniške službe, skratka, mislim, da je bil to zelo pomemben korak, če ne najbolj pomembna točka včerajšnjega dne. Še malo vodino. Kaj bi, če bi se potrdilo, oziroma če se bo junija potrdilo, kaj bi ta podražitev prinesla? Ja, približno glede same podražitve vode. Včeraj je direktor Matjaž Berčon nadzorno prikazal, zakaj ta podražitev. Gre predvsem zaradi omrežnine, ne toliko sama voda. Vemo, da obnavljamo v Kranju, v mestni občini, tudi v ostalih občinah, ki so lastnice komunale Kranj, kar precej novih vodnih vodov. Tukaj gre potem za izdelavo novih priključkov, obnovo starih priključkov, predvsem na področju Predoslja, Britov in Mlake, kjer je v teku izvajanje investicije v Gorki, to se pravi, tukaj se zdaj kopljejo kanali in seveda se izkorišča možnost to, da zamenjamo obstoječe priključke z novimi. Poleg tega je pa tudi v ostalih občinah precej investicij v kanalizacijo, kjer se tudi nameščajo novi priključki. Samo za ponazoritev, če je bilo v preteklih letih teh novih priključkov nekaj 100, jih je zdaj krepko čez 1000 oziroma 2000. Poleg tega se je lansko leto tudi začelo 5-letno obdobje zamenjavo vodnih vodomerov, in če so v preteklih letih bilo povprečje zamenjav teh števcev 300 približno na leto, je bilo v lanskem letu preko 1000, v letošnjem letu pa se nekako planira zamenjava 2000 števcev. Vse to seveda vpliva
na ceno infrastrukture in zato predlagana ta ekonomska podražitev iz naslova vode, medtem ko sama voda se podraži izredno malo, na kubični meter iz 0,42 centa na 0,44 centa. Vse skupaj, kot sem dejal, podražitev približno 15-odstotna. Vemo, ravno to je bil glavna zavora pri svetnikih glede na nastalo ekonomsko situacijo po preklicu epidemije koronavirusa, da bo to zelo vplivalo na denarnice posameznega gospodinjstva, vendar tukaj nas tudi predpisi in zakon nekako napeljujejo k tem, da bo to podražitev potrebno izvesti, kot sem že omenil, za 2 evra približno po položnici glede na za posamezno družino računa se poraba cirka 16 kubičnih metrov vode. Svetniki so razpravljajoči včeraj omenili možnost, da bi občina subvencionirala del te podražitve, ki gre na račun poračuna. Ja, to je bila ena od idej. Mi moramo seveda oceniti, kakšen je ta znesek, glede na to, da sem potem govoril z direktorjem komunale, je prva ocena cirka 300 tisoč. Vemo pa, da seveda občina nima teh sredstev v načrtu, bomo pa pripravili še druge rešitve za to, da res prebivalce čim manj obremenimo s to podražitvijo. Nekako ideja je, da gremo v podražitev teh 2 evrov, potem pa najdemo vire za to, da pokrijemo poračun za lansko leto iz naslova občinskega proračuna. Ker predlog je bil pa drugačen, da se ta poračun, da ga ljudje plačajo. Predlog je bil 17,48 centa za eno leto, od 1. junija naprej, to se pravi, bi bila ta cena za povprečno gospodinjstvo, potem bi se pa čez eno leto vrnila nazaj na 15,68, nekaj takega, se pravi dobrih 15 evrov. Eno leto bi bilo položnice dražje za 30%, skoraj, potem pa za tistih 15%. Tako, ja. Zadeve se kar precej vlečejo, ne? Ja, tukaj veliko informacij več kot vi nimam, to se pravi, planira se dokončanje tega mostu 1. avgusta. Dejansko se res vleče, srečo imamo, da ni toliko obremenjena cesta, to se pravi, da je obvoz za težka vozila na izhod Kranj-vzhod, to se pravi preko Nakelške občine. Bi pa recimo ob tem vprašanju rad povedal to, kar smo včeraj tudi opozorili oziroma omenili. 2 dni nazaj smo dobili res veselo novico z Ministrstva za infrastrukturo, kjer je minister podpisal soglasje Darsu, to se pravi Agencije za avtoceste Slovenije, da začne postopek pridobivanja projektne dokumentacije za nov izhod iz avtoceste Kranj-Sever, to se pravi na to magistralno cesto od krožišča pri Mercatorju do Britofa. To bo seveda res velika pridobitev, predvsem za najbolj obremenjen odsek v državi, enega med 3 najbolj obremenjenimi odseki v državi, to je odsek Kranj-Zahod do krožišča Prinskovo. Ocena je, da bi se dejansko promet na tej cesti s tem izhodom iz avtoceste, izhod sever, zmanjšal za 30%. Kranj-vzhod. Kranj-vzhod. Kranj-vzhod, kaj sem prej rekel? Zahod. Kranj-zahod, ok, se upravičujem.